Potem, ko sta nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Sarkozy na predvečer srečanja v jeseni Evropskega sveta najavila inicijativo za potrebne spremembe Evropske pogodbe, ki je bila pravzaprav nedavno šele dobro sprejeta, se je odprlo vprašanje, ki bo kar nekaj časa zaposlovalo evropsko politiko in upajmo na koncu imelo srečen konec. To je implementacijo tistih prepotrebnih mehanizmov v pogodbo o Uniji kot eni pravni podlagi, ki bo sankcionirala države, ki ekonomskih politik, ki bodo dogovorjene soglasno, ne bodo spoštovale in bodo za voljo tega sankcionirane. Slovenija je včeraj, sestal se je državni zbor, obravnavala predlog sklepa, kot ga je predlagal predsednik Evropskega sveta, Van Rompuy. Zadnjo smo dobili trdno politično večino v državnem zboru. Mandatu, ki ga imam, da sprejmem ta predlog, ni nasprotoval nihče. Moram pa javnosti zelo jasno povedati, da je to prvi izmed mnogih korakov, ki vodijo do dokončne odločitve o stalnem mehanizmu za trdnost evra. Mnogo dilem in rešitev, verjetno, ki bodo diskutirane do marca leta 2011 o tem, kako naj posamezne države, tiste, ki so na varni in nevarni strani radarja, ravnajo za to, da bi ohranile trdnost evra in kakšna bo vloga nečlanic evroobmočja, ki pa so članice Evropske unije, gre za slavno vprašanje opt-in, opt-out. Rad bi vam samo tole položil na srce. Ne samo kot politik, tudi kot poznavalec. Zelo redko se v mednarodni skupnosti, tokrat na ravni 27 držav, na ravni Evropske unije, v tako kratkem času porodi potreba po spremembi pogodbe, ki utemeljuje to skupnost. Zelo redko. Mora biti zelo, dovolj si bom reči, dramatičen razlog, da pride do iniciative za to potrebo in soglasja, sicer bistveno manj ostrega od tistega, ki sta ga predlagala nemška kanclerka in francoski predsednik, to da vendarle do soglasja, da bo do majhnih, a potrebnih sprememb te pogodbe prišlo. To vam kaže, to želim reči, na velike spremembe, ki se dogajajo v našem okolju in jih moramo gledati z enako mero poglobljenosti, kot gledamo domače politične in gospodarske razmere.